sošolci lotili projekta Cankar in petošolci. Kdo bi rekel, da smo premladi za Cankarja? Mogoče za hlapca Jerneja in njegovo pravico, kralja na Betajnovi, za narodov blagor, belo krizantemo in druge. Vzljubili pa smo njegove črtice, ki so nam zrasle pod kožo in so postale del nas. Za začetek se spodobi, da vam predstavimo nekaj osnovnih podatkov oziroma zanimivosti o našem največjem pisatelju. Ivan Cankar je bil 8 od 12 otrok. Mati je bila gospodinja, oče pa krojač. Ko je bil Ivan star 3 leta, jim je pogorela hiša. Mati je iz hiše rešila le uro, Ivan in Lina pa sta se ta čas igrala pri Sveti Trojici. Od takrat so se 9krat selili po vrtniki, spali v hlevih sobicah. Oče je ni mogel držati pritiska, gledati ladnih otrok in žalostne žene in ne zapustil družino. Oče je ustanovil prvo čitalnico na vrtniki. V šolo ni hodil rad, čeprav je bil bistren otrok, raje se je igral v 11. šoli. Veliko vragolij so počeli v 11. šoli in veliko življenjskih naukov so se naučili. Nekoč je plaval predaleč od brega in ga je skoraj vrtinec potegnil v Ljubljanico. Rešil ga je pogumni Vrhničan, da ni utonil. Veliko časa so preživeli pred Sveto Trojico in se igrali z otroki. Nekoč so tam tudi recitirali. Tam so ga opazili mestni veljaki in obljubili materi podporo pri šolanju v Ljubljani. V Ljubljani se je s težavo prebijal skozi dneve. Večkrat je bil lačen kot si. Stanoval je s 3 tovariši, ki so imeli več denarja in so zviškal gledali nanj. Bil je osamljen, lačen, brez denarja, velikokrat je pomislil na samomor. Začel je pisati pesmi. Mati mu je kdaj poslala 10, da si lahko kaj privoščil. Nekoč ga je tudi obiskala in mu v culi prinesla nove srajce, zokne in seveda 10. Čakala je ga pred šolo, on pa je zatajil pred tovariši. Celo življenje mu je to ležalo na duši. Po Ljubljani se je odpravil študirati na Dunaj arhitekturo, a študija ni končal. Večino časa je preživel v čitalnicah, knjižnicah in se sam izobraževal. Pri neki družini je imel najeto sobico, v kateri je pisal črtice, kasneje knjige. Pri družini, pri kateri je bival, je imela bolno deklico, ki so jo kasneje morali odpeljati v sanatorij, današnjo bolnišnico. Cankar je ves čas spremljal vse do njene smrti. Po tem dogodku je nastala knjiga Hiša Marije Pomočnice. Ves čas se je vračal v Ljubljano in postal politično dejaven. Večkrat je bil tudi zaprt. Boril se je za pravice delavcev. Med enim od njegovih priporov mu je umrl oče, a ga niso spustili na pogreb. Njegov bratranec Izidor Cankar se je ponudil, da bi ta čas počakal v zaporu na mestu Ivana, a mu niso ugodili. Vse njegove knjige so nastale na resničnih zgodb, ki jih je Cankar slišal pripovedovati ljudi. Tista, ki ga je pritegnila, jo je zapisal. Zgodilo se je, da mu je škof dal zapleniti in zažgati njegovo pesniško zbirko erotika, ker je menil, da je preveč pohujšljiva za takratni čas. A Cankar je skril nekaj zgodov na varno. V Ljubljani je prijateljeval s 3 znanimi slovenskimi pisatelji, Otonom Župančičem, Josipom Murnom in Dragotinom Ketejem. Ves čas so ga podpirali in stali ob strani. Ko mu je umrla mati, je bil brez denarja, tako da je moral prodati pesniško zbirko erotika, da je lahko plačal njen pogreb. Zadnja leta življenja je živel na Rožniku v Ljubljani in v miru ustvarjal. Na koncu se je preselil na Bled in v jeseniški bolnišnici umrl. Priredili so mu veličasten pogreb. Ko so se nekoč na Vrhniki pogovarjali, da bodo Cankarju postavili spomenik, je Cankar rekel, da se strinja, da mu ga postavijo, samo da želi, da sedi. In res, Cankar na Vrhniki sedi. Za vas smo pripravili priredbo črtice Skodelica kave izpod Cankarjevega peresa. Kaj prisluhnimo? Se spomnite črtice, v kateri Cankar začne pripoved, da je veliko krat v življenju stvari krivico človeku, ki jo ljubi. Ta krivica je dolga leta ležala na njegovem srcu, neizbrisljiva, nepozabljiva. Veste, o kateri črtici govorim? Seveda, nadaljeval je nekako tako, da bi človek lahko lagal samemu sebi, da ni tako, a tega se ne da. Pravi, da greh je greh. Pravi tudi, da je srce edini pravi pravičen in nezaupljiv sodnik. Seveda gre za skodelico kave. Pred leti je Cankar prišel domov in tam ostal 3 tedne.
Bil je pa trd in zlovoljen. Njihovo stanovanje je bilo pusto. V vseh njih je bilo nekaj težkega in udurnega, kakor vlažna senca. Ivan je nekaj časa spal v izbi, po noči se je zbujal. Videl je mater, kako je vstala iz postelje ter sedla za mizo. Z rokami si je prikrila obraz. Slišal je njeno ihtanje. Pokril se je zadevo čez glavo, a še v sanjah je slišal njen jok. Potem se je preselil pod streho v Serju. Tja so vodile strme stopnice. Pred vrata si je postavil mizo, na kateri je pisal. Nekoč je zaželel črne kave. Ni vedel zakaj, morda le zato, ker je vedel, da niti za kruh ni bilo, kaj šele za kavo. Mati ga je pogledala z velikim, plahim pogledom in mu ni odgovorila. Pust in brez besed se je vrnil pod streho, da bi pisal, kako sta se ljubila Milan in Breda in kako srečna sta bila. Kar na lepem je začutil korake po stopnicah. Prišla je mati. Stopala je počasi in varno, v roki je nesla skodelico kave. Spominjal se je, da nikoli ni bila lepša, kakor v tistem trenutku. Skozi vrata je sijal poševen plamen opoldanskega sonca, naravnost materi v oči. Večje so bile in čistejše, vsa nebeška luč je odsevala iz njih, vsa nebeška blagost in ljubezen. Ustnice so se smetljale, kakor otroku, ki prinaša vesel dar. Cankar pa se ozrl in rekel z novim glasom: Pustite me na miru, ne maram zdaj. Mati še ni bila na vrhu stopnic, videl jo je le do pasu. Ko je slišala sinove besede, se ni ganila. Le roka, ki je držala skodelico, se je tresla. Gledala ga je prestrašeno, luč v njenih očeh je umrla. Cankarju je od sramu stopila krivo glavo. S hitrimi koraki je stopil do nje in rekel: Dajte, mati! A je bilo že prepozno. Luči v njenih očeh ni bilo več. Smehljala največ na njenih ustnicah. Popil je kavo in se tolažil, da je bo zvečer rekel tisto besedo, tisto ljubeznivo, za katero je ogoljufal njeno ljubezen. Ni rekel zvečer, ne naslednjega dne, ne ob slovesu. Čez nekaj let v tujini mu je neka tuja ženska prinesla izum po kavo. Takrat ga je spreletelo, zaskelelo v srcu. Tako močno, da bi kriknil od bolečine. Zakaj srce je pravičen sodnik, ki ne pozna malenkosti. Hvala, ker ste si vzeli čas in prisluhnili Cankarjevi besedi. Želimo vam lep preostanek dneva. Petošolci smo se letos lotili projekta o Ivanu Cankarju, saj minimo že 100 let od njegove smrti. S tem namenom smo se odpravili tudi na naravoslovni dan na Vrhniko. Odločili smo se, da vam na kratko predstavimo, kaj vse smo že do zdaj izvedeli o najbolj znanem slovenskem pisatelju in kaj smo tudi sami ustvarili. Mi smo prebrali črtice iz Cankarjeve knjige Moje življenje. To je zbirka črtic, v katerih Cankar opisuje svoja otroška leta in z veliko ljubeznijo opisuje svojo mater. Cankar je v svoji mladosti živel v veliki revščini, zato je svojo sestro odrekal Kalisto. Zato, če bi bilo vse pregrišče kovancev, učica Ksenija. Spominja se dneva, ko je izgubil materino sliko, a kasneje ugotovi, da bo njeno podobo za vse čase nosil v svojem srcu. Nekatere od črtic in naše vrhnike bomo v nadaljevanju tudi predstavili. Mati je prišla prezgodaj pred šolo, prišla je vdaleč, časi, 4 ure po vrtu. Njeni moški škornji, ki so jo segali do kolen, so bili blatni, tudi široko, zareno krilo z rožami, bilo škropljeno. V rokah je držala še dežnik, ceculo s rajcami in hladnobi škornjo za Jožita. V drugi roki je držala robec in v vozlu je bila desetica, ki jo je prinesla Jožitu. Mati je bila utrujena in lačna. Zjutraj si ni kupila nič, da je tista desetica ostala cela. Noge so bolele in kašljala je. Hodila je gor in dol počasi po trgu in gledala bleščeča okna, ki so gledala kakor, da bi bila poznačena. Šolski zvonec je zazvonil. Iz velikih vrat se je vsulo polno študentov, od velikih do malih. V gruči je prišel tudi Jožef. Zagledal je mater. Tovariši so ga vprašali, ali ni to njegova mati. Odgovoril je, to ni moja mati. Sramka je bilo njenega krila, njenih škornjev, jope, rute, dežnika, cule.
bile njegove nove srajce, ki jih je šivala mati po noči in so njene solze kapljale na nje. Skril se je v gručo in šel mimo. Mati je stala in gledala skrbnimi očmi. Mati se je hotela odpraviti proti Jožetovemu stanovanju. Ko se je spomnila, kaj če se je kje v šoli zamudil in se raje malo počaka. Noge so jo bolele. Naslonila se je na zid in gledala na okna. Čakala je do poldne. Zvonila je. Gruče otrok so se spet usule iz šolskega poslopja. Mati je prišla čisto blizu in iskala Jožeta. Ni ga bilo. Zaskrbelo jo je v srcu. Prestrašila se je, da je zbolel in da jo čaka doma. Pohitela je k njemu na dom. Noge so se ji tresle. Jože je bil doma. Sedel je za mizo. Pred seboj je imel knjigo. Ko je odprla vrata, je takoj vstal in je šel naproti. Vprašala ga je, kdaj je prišel in ali je ni videl. Povedal je, da je prišel okoli 11. in da je ni videl. Popoldne sta šla po mestu. Spremljal jo je, ko se je vračala domov. Tiščal se je k njej in jo držal za roko. Pri srcu mu je bilo, da bi se nekam skril in zajokal na glas. Sedaj ga ni bilo več sram. Vsem bi povedal, da je to njegova mati. Zunaj mesta sta se poslovila. Jože se je namenil poklekniti, da bi skril glavo v njeno krilo in ji povedal, da jo je zatajal. Toda ni pokleknil. Ko je bila mati še daleč, je zaklical za njo. Mati! Ona se je obrnila, pa je rekel le z Bogom. Tako sta se ločila. Jože je prišel domov in sedel v kot na culo, ki mu je prinesla mati. Obraz je zakril z rokami in zajokal. Greh je ležal na njegovi duši in vse solze ga niso mogli sprati. Cankar je bil močno navezan na sorodni kraj, Vrhnikov, saj v številnih delih opisuje in opeva. Na Vrhniki vodi tematska pot mimo pisateljevega življenja, ki smo obiskali tudi mi. Pot pelje preko Cankarjeve domačije, ima 11. šole pod mostom in do cerkve Svete Trojice. Ivan Cankar je poznan po številnih anekdotah. Nekoč je v družbi dejal, ko bom jaz imel spomenik, hočem takega, da bom sedel. Ne maram stati in res so Vrhničani izpolnili željo največjega slovenskega pisatelja in dramatika. 11. šola ni bila šola, v kateri bi otroci sedeli v klopih. Vedno so se igrali zunaj ob reki. Najbolj jim je bilo všeč, ko so iskali stvari v reki. Poleg reke je bila gostilna in se je v tej reki skoraj izgubil. Ko so otroci podežu šli v reko, je bila zelo razburkana. Samo Cankar je skakal iz kamna na kamen po reki. Ko je hotel skočiti na kamen, je padel v vodo. Predstavljal si je, da je vitez na zelenem konju. Ta čas so ga gosti iz gostilne reševali. Nekdo je Cankarja potegnil za čop in ga potegnil z vodo. Njima rešitve ni bil vesel, saj je gospod prekinil njegove sanje. 11. šola. Sproti se igrajo v vodi. Najdejo staro kolo, les, se trudijo in veselijo. Po prvih poletnih dneh, ko voda odstahne, se začne 11. šola pod mostom in se neha v prvih jesenskih zlivih. Ivan je v svojem življenju veliko študiral, ali tako bogate in koristne učenosti, kot jih daje 11. šola svojim učencem, ni zadožil nikjer in nikoli. Ivan zaviha hlačnice in hodi po vodi. Ivan je nekega dne zašel pregloboko v vodo. Zamislil si je, da jaha ogromnega zelenega konja proti sjajnemu soncu. Sreča ga je prevzela in mislil je, da je cesar. A ko ga je kar naenkrat v si zgrabila neusiljena roka in ga trdo zamočala naproti. Ivan sede na tla v jopič. Grdo pogleda rešitelja in reče: Jahal sem zelenega konja, zakaj se niči moje pisanje? Želel sem te samo rešiti. Šola. Ivan je moral iti v pravo šolo, tisto pusto, svet pogledo, kjer ni ne sončnega belega proda, ne luknjastih ponov. Otroci sedej čakajo učiteljico. Ko zazvoni, pride učiteljica. Sedite, učenci. Danes se bomo učili, koliko je 1 in 1. Ivan, koliko je 1 in 1? Ivan uči, saj se mu zdi vprašanje smešno in žaljivo. Odgovor pozna že vsak otrok pod mostom. Koliko je 1 pomaranča in 1 pomaranča? To vprašanje
se je Ivanu zdelo še bolj nespametno, saj je že od malega, ob veliki noči, štel pomaranče. Kaj nisi še nikoli jedel pomaranč? Tisti jedel ga je udaril kakor s kladivom. Jedna jedel pomaranča in jedna jedel pomaranča sta dve jedel pomaranči. Kakšna nesramnost, v kot? Tisto jesen se je Ivan prvikrat zazel silno skrivice. Postopil že hiša, na začetku kuhinja, v kateri so peč, glinene posode in pribar. Na naslednji sobi je za sedanje postavljena miza, zraven pa klop, krušna peč, postelja, vrata, skozi katere se prišel na balkon. Če pa si v črni kuhinji počel levo, si videl omaro, na kateri so spravljena njegova dela. Mati je imela vrhan pehar suhih hrušk. Ali tisti pehar, posoda vseh sladkosti, je bil zaklenjen v ogromni omari. Če se Ivan danes spomni nanjo, se mi zdi večja od marsikatere srednje visoke hiše. Ivan in Lila sedita pred omaro, se igrata. Ko bi zdaj imela tisti pehar, ko bi ga. Zakaj ga pač ne bi imela? Se omara je zaklenjena, mati pa ima ključ. Ivan preiskuje omaro, Lina ga zamišljajoče gleda. Zlezi zad, napravi se majhnega in se spazi hrbtoma. Tam je en žebelj nehal, potegni ga ven, pa odstrani desko. Ivan splesa za omaro, prestrašen odstrani desko, vzame hruške in jih stlači v žep. Ivan je brezmisleno voljo storil vse, kar mu je sestra ukazala. Hruške stlačil v oba žepa, zopet prislonil desko in se zasopel zvil iza omare. Slino sta stekla pod drevo, kjer sta se srhala s hruškami. Mati pa takrat najde v hiši prazen pehar. Mati odklene omaro, vzame ven pehar in začudeno ugotovi, da je prazen. Pokliče otroke. Otroci! Ivan! Lina! Ivan in Lina stečeta v hišo, gledata dol, sramljive, mencata z nogami. Kdor je storil to, naj takoj pove. Otroci molčijo, vseh jih je bilo strah. Ne strah grožnje, palice še manj. Temveč nečesa neizrekljivega, danes, silnega. Takrat pa... On je bil. Kdo je bil? Ivan. Si bil res ti? Res je. Mati sede na klop in zajoče. Mati je sedla na klop, skrila obraz v dlani in zajokala, da so solze tekle iz zadnjih prstov. Takrat je Ivan prvič v življenju spoznal žensko izdajstvo. Zadnje vam bomo predstavili še njegovo črtico skodelico kave, v kateri govori o krivicah, ki jih je kdaj čuli storil drugih ljudem in so ga bolele, zato jih je obžaloval celo življenje. Velikokrat Ivan v svojem življenju storil krivico človeku, ki ga je ljubil. Nekega dne, ko je prišel domov, je bil še posebno podrt in zadovoljen. Stanovanje je bilo pusto in težko in Ivan si je srčno želel črne kave. Zaželel se je kljub temu, da vedel, da doma ni niti kruha, kaj šele kave. Mati, kave bi. Mati ga je pogledala z velikim plahim pogledom in ni odgovorila. Pust in zževoljen se je Ivan vrnil pod streho, da bi pisal. Začul je tihe korake na stopnicah. Bila je mati, stopala je počasi in varno, v roki je nesla skodelico kave. Spomnila se, da ni bila nikoli tako lepa, kakor tistega trenutka. On jo je pa takrat zavrnil zlobnim glasom. Pustite me na miru, ne maram zdaj. Ko je slišala njegove besede, se je prestrašila. Gledala je prestrašeno in v tistem trenutku ni bilo ognja v očeh več. Ivanu je v sramu stopila krivelica, s hitrim korakom je stopil k njej. Dajte, no, mati. Prepozno je bilo, oči v njenih očeh ni bilo več,
smehljaja ne več na njeni usnice. Med pitjem kave se je Ivan tolažil. Zvečer je porekli tista beseda, tista ljubezniva. Ni rekel ne zvečer, ne drugi dan in tudi ne ob slovesu. Življenje mu je bilo dano, prav samozvano. Skupaj smo stopili nekaj korakov nazaj v preteklost in upamo, da ste tudi vi začutili Cankarjev čas. Zato še za zaključek misel, ki naj vas spremlja. Smeh je sonce življenja. Dan mineva 100 let od smrti znanega slovenskega pisatelja Ivana Cankarja. Pisatelj se je rodil na Vrhniki v veliki družini, v kateri je bilo 12 otrok. Na Vrhniko smo odšli tudi petošolci. Najprej si poglejmo, kaj vse smo si ogledali na Vrhniki, nato pa vam bomo odigrali 3 prizore iz Cankarjeve mladosti. Ogledali smo si spomenik, 11. šolo, Cankarjevo domačijo in cerkev Svete Trojice. Ivan je do 3. leta živel v hiši, ki smo si jo ogledali. Kasneje pa se je selil iz hiše v hišo po Vrhniki. V hiši smo videli črno kuhinjo, stare omare in postelje. Ivanova družina je bila zelo revna in niso imeli veliko. Pogosto so bili lačni. Ivan pogosto ni dobil niti kosa kruha. Njihov najljubši posladek so bile suhe hruške, ki jih je mati delila le ob pomembnih dnevih. Nekega dne si je Ivan zelo želel hrušk in jih tudi dobil. Mati je imela vrhan pehar suhih hrušk. Ali tisti pehar, posoda vseh sladkosti, je bil zaklenjen v ogromni omari. Če se Ivan danes spomni nanjo, se modi večja od marsikatere srednje visoke hiše. Ko bi le imela tisti pehar, ko bi le, zakaj ga pa ne bi imela? Omara je zaklenjena in mati imajo ključ. Poslušaj me, slezi zad, napravi se majhnega in splezaj hrbtoma. Tam je en žebelj odnehal, potegni ga ven in odsloni desko. Ivan je brez misli voljo storil vse, kar mu je sestra ukazala. Hruške je slačil v oba žepa, zopet prislonil desko in se zasopel izvil izza omare. Z Lino sta zbežala pod drevo, kjer sta se sladkala s hruškami. Medtem pa mati v hiši najde prazen pehar. Kaj se je zgodilo? Otroci! Ivan! Lina! Mati kliče, misliš, da ve? Kdor je storil, naj takoj pove. Otroci molčijo, vse jih je bilo strah. Ne strah grožnje, palice še manj, temveč nečesa neizrekljivega, daljnega, silnega. Takrat pa. On je bil. Kdo je bil? Ivan. Ivan, je to res? Res sem bil mati. Mati ga ni udarila, tudi ni rekla žal besede. Sedla je na klop, skrila obraz v dlani ter zajokala, da so ji tekle solze izza belih prstov. Takrat je Ivan prvič v življenju spoznal žensko izdajstvo. Gledali smo si tudi njegov kip, Cankar pa je naslikal tudi na Nankah in bankovcih. Na koncu smo se sprehodili tudi do 11. šole. To ni bila prava šola, ampak kraj v vodi, kjer so se zbirali otroci. Tam so iskali različne predmete, se zabavali, skakali po vodi. Ivan je tja zelo rad hodil. Ob vročih poletnih dneh, ko voda ustahne, se
začne 11. šola pod mostom in se neha od prvih jesenskih nalivij. Ivan je v svojem življenju veliko študiral, ali tako bogate in koristne učenosti, kakor jo daje svojim učencem, 11. šola pod mostom ni zadobil nikjer in nikoli. Ivan zavina glasnice in hodi po vodi. Nekega dne po neurju je Ivan zašel pregloboko v vodo. Nenadoma se mu je zdelo, da jaha na ogromnem zelenem konju, naravnost proti sijajnemu soncu. Sreča ga je prevzela in mislil je, da je cesar, toda je kar naenkrat za lase zgradila neusmiljena roka in ga trdo zalučala na klop. Zakaj si me potegnil ven iz vode, jezdil sem svojega zelenega konja? Hotel si samo rešiti. Cankar ni bil vesel rešitve, saj je to pomenilo konec njegovih sanj. Še manj vesel pa je bil, da je morala naslednji dan prvič v pravo šolo. V ono pusto se je pogledal, vse strani zadelano, kjer ni ne sončnega belega ploda, ne razbitih loncev. Same trde človeku nerazumljive besede so tam in velike črke na črna tabla zapisane. Bal se je tudi učiteljev. V tistih časih so učenci za kazen pogosto končali na koruzi ali pa so jih dobili s palico po prsti. A Cankar je vseeno moral v čisto pravo šolo. Otroci sede čakajo in ko zazvoni, pride učiteljica. Danes ste naučili, koliko je 1 in 1. Ivan, koliko je 1 in 1? Ivan molči, saj se mu zdi vprašanje smešno in žaljivo. Odgovor pozna že vsak otrok pod mostom. No, koliko je 1 pomaranča in 1 pomaranča? To vprašanje se je Ivanu zdelo še bolj nespametno, saj je že od malega ob veliki noči štel pomaranče. Kaj nisi še nikdar jedel pomaranč? Tisti jedel ga je udaril kakor s kladivom. Jedna jedel pomaranča in jedna jedel pomaranča sta 2 jedel pomaranči. Kakšna nesramnost v kot! Tisto jesen se je Ivanu prvikrat razodela nasilnost krivice. Ivan je tisti dan užaljen odšel domov. Življenje mu je bilo dano, pa čeprav zelo zlano. Skupaj smo stopili nekaj korakov nazaj v preteklost in upamo, da ste tudi vi začutili Cankarjev čas. Zato še za zaključek misel, ki naj vas spremlja. Smeh je sonce življenja. Smo se petošolci lotili projekta Cankar in petošolci. Kdo bi rekel, da smo premladi za Cankarja? Mogoče za hlapca Jerneja in njegovo pravico, kralja Nabelajnovi, za narodov blagor, belo krizantemo in druge. Vzljubili pa smo njegove črtice, ki so nam zrasle pod kožo in so postale del nas. Za začetek se spodobi, da vam predstavimo nekaj osnovnih podatkov oziroma zanimivosti o našem največjem pisatelju. Kot vidite, se je rodil 10.5.1876, umrl pa je 11.12.1918. Ivan Cankar je bil 8 od 12 otrok. Njegova mati je bila gospodinja, oče pa krojač. Ko je bil star 3 leta, jim je pogorela hiša. Takrat so se Ivan in njegova sestra Lina igrali na Sveti Trojici. Mati je iz hiše rešila le uro. Od takrat so se 9-krat selili povrhniki. Spali so v hlevih in sobicah. Oče ni zmogel zdržati pritiska in gledati mladših otrok ter žalostne žene. In je zapustil družino. Od takrat je oče ustanovil prvo čitalnico na Vrhniki. Ivan solo ni hodil rad, čeprav je bil bister otrok. Raje se je igral v 11.
11. šoli. 11. šola je bila šola pod bregom pri Ljubljanici. Veliko vragoli so počeli v 11. šoli in veliko življenjskih naukov so se naučili. Nekoč je plaval predaleč od brega in ga je vrtinec skoraj potegnil v Ljubljanico. Rešil ga je pogumni vrtničan, da ni utonil. Veliko časa so preživeli pred Sveto Trojico in se igrali z otroki. Nekoč so tam tudi recitirali. Tam so ga opazili mestni veljaki in obljubili materi podporo pri šolanju v Ljubljani. V Ljubljani se je s težavo prebijal skozi dneve. Večkrat je bil vlačen kot sip. Stanoval je še s 3 tovariši, ki so imeli več denarja in se zviška gledali nanj. Bil je osamljen, brez denarja, lačen, velikokrat je pomislil na samoumor. Začel je pisati pesmi. Mati mu je kdaj poslala desetico, da si je lahko kaj privoščil. Nekoč ga je tudi obiskala in mu v curi prinesla novo srajco, sukne in seveda desetico. Čakala ga je pred šolo, on pa je zatajal pred tovariši. Celo življenje mu je to ležalo na duši. Po Ljubljani se je odpravil študirati na Dunaj, arhitekturo, a študija ni nikoli končal. Veliko časa je preživel v čitalnicah in knjižnicah in se sam izobraževal. Pri neki družini je imel najeto sobico, po kateri cele dneve in noči pisal črtice in nato še knjige. Imel je obdobja, ko ni spravil niti besede na list papirja. Imel je tudi obdobja, ko je samo pisal. Družina, pri kateri je bival, je imela bolno deklico, ki so na koncu odpeljali v sanatoriju, današnjo bolnišnico. Cankar je ostal obstranjen vse do njene smrti. Po tem dogodku je nastala knjiga Hiša Marije Pomočnice. Ves čas se je vračal v Ljubljano in postal politično dejaven. Boril se za pravice delavcev. Večkrat je bil tudi zaprt. Med enim od njegovih priporov je umrl oče, a ga niso spustili na pogreb. Njegov bratranec Izidor Cankar se je ponudil počakati v zaporu namesto Ivana, a mu niso ugodili. Vse njegove knjige so nastale na osnovi resničnih zgodb, ki jih je Ivan slišal pripovedovati drugih ljudi. Tista, ki jo je potegnila, jo je zapisal. Zgodilo se je, da bi škol zaplenil in dal priškati njegov pesniško zbirko erotika, ker je menil, da je preveč pripuštljiva za takratni čas, a Cankar je skril nekaj izvodoma varno. V Ljubljani je prijateljal s 3 znanimi slovenskimi pisatelji, Josifom Murmanom, Dragotinom Keterjem, Otom Španičem. Veče so ga pobirali in vse več strani. Ko mu je umrla mati, je bil brez denarja, tako da je moral prodati pesniško zbirko erotika, da lahko plača njen pogreb. Zadnja leta življenja je živel na Rožnikovu v Ljubljani in v miru ustvarjal. Na koncu se preselil na Bled in v Seliški ulici umrl. Naredili so nečasten pogled. Ko so se nekoč navedniki pogovarjali, da bodo Cankarji postavili spomenik, je Cankar rekel, naj mu ga postavijo. Samo da želi, da sedi. In res, Cankar na vrtniki sedi. Za vas smo pripravili še priredbo črtice Desetica izpod pelesa Ivana Cankarja, pa ji prisluhnimo. Se spomnite njegovih besed? Časih liže človeku mrko in težko na duši. Tiha, nerazločna groza, ki mi vzame vso moč, vso radost, vse zaupanje. Čemu še živeti? Ja, to je iz Desetice. Bilo mu je 12 ali 13 let. Hodil v 3. razred preakta v Ljubljani. Zbudil se je neko deževno jutro. Izba, v kateri je bival, je bila sicer velika, a se mu je zdela majhna, zatohla, natlačena. Vse je imelo neke čudne, popačene, sovražne oblike. Dajalo je vtis velike revščine. Bival je že s 3 tovariši, ki so bili veliko znani. Pa ni vedel zakaj. Takrat so se mi povrili spomnili po izhodu in takrat so se ga še oblačili v dolgo, neobrnjeno krizo. Povrnili so se mi večili, ko zdaj spal z obljukami na očmi. Povrnila so se mi jutra, ko se je zdravil, a ni upiral oči, ne videl dneva, da nikoli več
mati prihrunila gospodinjo in je ostala izgubila in jih poklicala k zajtrku. Kajti ostali so imeli zajtrk, Ivan pa ne. Domačim je pravil, da mu ga dajejo in čudno se mu je storilo, ko je gledal na mizi velike, polne sklede, iz katerih se je sladko in toplo kadilo. Poleg je bil kos belega kruha, skorja rumena, lepo zapečena, da bi hrustala med zobmi. Spraševal se je, kam bi šel. Doma ni mogel ostati, šole ga je bilo strah. Učenje mu ni delalo težav. Strah je bilo učitelja. S knjigo pod roko je šel na ulico. Deževalo je. Ves mokar in premražen je hodil po ulicah in gledal mrke ljudi, ki so hodili mimo. Vsi so gledali v tla. Prišel je do visokega gospodskega šolskega učitelja, ki ni stal kot berač, ampak so ga gledala mrka in stroga kot učitelji. S težkimi nogami je stopil v poslopje. Notri je bilo toplo, ali dišalo je tudi neprijetno. Stopil je do razreda in rukom je držal do odmora za malico, ko ni vedel ne kod, ne kam, najraje je umoril. Takrat pa je prišel tovariš in rekel, da ima pismo za. Starec je šel s težkimi trudnimi koraki letalo. Ko je pismo dobil, so se mu noge tresle in skril se je. Tega svetega pisma ne bi delo nevredno. Prepoznal je materino pisavo, njene velike, okorne črke in pismo je odpiral počasi. V pismo razdrgnil je zaklenkalo na tleh. Sklonil se je in pobral. Desetica je bila kratenka, pogorjena, srebrna desetica. Ko je vzel v roke, ga je obšlo kakor božja milost. Vse je vztrepetalo, vzdignilo ga je kvišku, kakor plameni breznik. Videl je tisto ljubo, velo, trepetajočo roko, ki je držala na prsti poslednjo desetico, ter jo na posle spustila v pismo. Zakaj desetica je bila poslednja? To je vedel, kakor da je bilo na njej vsakega pisma. Potem se je skril kot, da ga nihče ni videl. Iz srca, iz prsti, iz vsega, ki je se mu naklonilo. A ko je stopil v razred, je bilo v njem svetlo, svetlo. Mati je izdajala njegovo bolest in se smehljaja z obrama, kakor se zresala v dobro sonce. Hvala, da ste si vzeli čas in prisluhnili Cankarjevi besedi. Želimo vam lep preostanek dneva.